Pozdravljeni. Na vrsto je prišla že druga dirka na letošnjem koledarju svetovnega prvenstva Formule 1. Poglejmo si skupaj vse značilnosti in zanimivosti velike nagrade Kitajske, še preden se bo dogajanje na sami progi pričelo. Kot običajno bo tudi tokratni uvodni prispevek razdeljen na 3 ločene dele. Najprej si bomo ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo na lanski veliki nagradi Kitajske. Nato v drugem delu se bomo ustavili pri lastnostih proge v Šanghaju in na koncu posvetili še nekaj minut vremenski napovedi. A začnimo s tistim, kar smo lahko videli na lanski veliki nagradi Kitajske oziroma na lanskem vikendu posvečenemu tej dirki. Ne smemo pozabiti, da podobno kot letos smo tudi lani na vikendu velike nagrade Kitajske spremljali sprint. In ne smemo pozabiti še na eno izjemno pomembno točko. Ferrari je bil tu veliki protagonist, tako v dobrem kot v slabem. Začnimo z dobrim. Namreč že na kvalifikacijah za sprint je bil najboljši Lewis Hamilton pred Maxom Verstappenom, pred katerim je bil za slabi 2 stotinki, in Oskarjem Piastrijem. Charles Leclerc je bil 4. In treba je povedati, da na samem sprintu, tej skrajšani obliki, Lewis Hamilton ni izpustil vodstva od začetka do konca. Do menjave je prišlo med Piastrijem in Verstappenom, Charles Leclerc je pa lepo ostal na 4. mestu. In čeprav mnogi ta rezultat malo da ne zaničujejo, je treba poudariti, da zmaga Lewisa Hamiltona na sprintu v tem vikendu je bila edina zmaga za skuderijo v sezoni 2025 in do tega trenutka edina zmaga Ferrarija na sprintu. Torej, odločite se sami, ali je bil to zanimiv, dober rezultat ali samo nekaj tam pri strani. A seveda omenil sem, da na Ferrari moramo gledati v tem vikendu tudi v oni bistveno slabši luči. Kar se tiče kvalifikacij za tisto dirko za veliko nagrado, je prišlo do sprememb. Namreč najboljši je bil Piastri, ne smemo pozabiti na Russella in Norrisa. Lewis Hamilton tokrat je bil malce v ozadju, kar mnoge ni preveč skrbelo, glede na tisto, kar se je videlo na sprintu. Ampak videli smo, kako se je zgodilo zopet nekaj, kar so mnogi viri potisnili v ozadje. Na sami dirki za veliko nagrado je prišlo zopet do trka med moštvenima kolegoma, Charlesom Leclercem in Lewisom Hamiltonom. In čeprav verjamem, da za mnoge Leclerc ni odgovoren, lahko naštejemo kar nekaj primerov medsebojnih trkov med njim in Sebastianom Vettelom, med njim in Carlosom Sainzem mlajšim in med njim ter Lewisom Hamiltonom. In vsakdo lahko razmisli, kateri je tisti element, ki se stalno ponavlja v zgodbi. In seveda, govorim o Ferrariju. Ko smo videli na koncu vrstni red, ki je pravil Piastri, Norris ter Russell, je treba povedati, da sta bila po dirki oba Ferrarija diskvalificirana.
in zaradi dveh ločenih zadev. Charles Leclerc je bil, tako kot Pierre Gasly, diskvalificiran, kajti njegov bolid ni dosegel tiste minimalne predpisane mase. Medtem ko Lewis Hamilton je izgubil svoje mesto na končnem razporedu zaradi tega, ker je bila njegova distančna deska preveč obrabljena. In tu seveda so se začele polemike. Namreč skozi sezono smo videli, da SE pomišljaj 25, ukolikor je imel nastavljeno previsoko višino od asfaltne površine, ni deloval. Ampak po drugi strani, s polno posodo za gorivo, pri tistih nastavitvah je seveda bila velika verjetnost, da bodo preveč obrabili tisto distančno desko. In torej, kaj je prava rešitev? Seveda, na sprintu je zadeva delovala, kajti imeli so približno tudi tretjino goriva v samem rezervoarju. Ampak na dirki, kjer je bilo približno 70 kilogramov več goriva, so se zadeve obrnile nekoliko drugače. A upajmo, da bo letos drugače. Imamo nov pravilnik, nove bolide in drugačno razmerje sil. A poglejmo si, kaj moramo vedeti v sami progi v Šanghaju. In tu seveda najprej se moramo ustaviti pri sami tipologiji proge. Namreč že s prostim očesom lahko ocenimo, da gre za čisto drugačne karakteristike od onih, kot smo jih videli še prejšnji vikend v Albert Parku. Imamo del proge, kjer bodo lahko vozniki zlahka napolnili baterije. In tu seveda ne smemo mimo enega dejstva, da imamo detekcijsko točko in začetek onega območja, kjer se lahko rabi overtake mode, logično na štartno-ciljni ravnini. Ampak pred tem imamo še drugo dolgo ravnino, kjer pa nisem prepričan, da bodo vsi šli na polno. Namreč verjetno se bodo trudili napolniti baterije za boj v tisti startno-ciljni ravnini, ampak videli bomo seveda skupaj. V tistem tehničnem delu seveda pridobivanje električne energije sploh ni tako problematično. In tu je treba povedati, da v navadnem krogu lahko dosežejo seveda 8,5 megadžula regeneracije električne energije, če imajo tako imenovani overtake mode, se količina dvigne na 9 megadžulov in v kvalifikacijah ter izhodnih krogih je količina ista. Ampak sedaj, če si tu ogledamo tisto znano tabelo Pirellija, lahko vidimo kar nekaj zanimivih podatkov. Namreč izbor pnevmatik je C2, C3 in C4. V primerjavi z dirko za veliko nagrado Avstralije smo se z stopnjo pomaknili proti sredini, namreč gre za tisti, recimo temu, standarden izbor. In treba je poudariti, da kar se tiče lastnosti proge, se ni toliko spremenilo v podatkih, ki nam daje Pirelli, ampak malenkost že. Pospeševanje ima vrednost 3, enako kot lani, isto vidimo pri zaviranju. Zakaj je takšna razlika na veliki nagradi Kitajske v primerjavi z veliko nagrado Avstralije? Ker tu gre v resnici za pospeševanje iz nizke hitrosti proti visoki. V Avstraliji je bil plin odprt praktično ogromno količino časa, medtem ko razlik ni bilo takšnih.
In to se pozna tudi pri stresu pnevmatik, ki so ocenjene z vrednostjo 4. Abrazivnost asfalta se je začuda rahlo spustila iz lanske vrednosti 3 na letošnje 2, medtem ko oprijem samega asfalta ostaja na vrednosti 3 in seveda bočne sile so kot lani tiste, ki imajo vrednost 4. Evolucija same proge je tudi zanimivo za stopnjo nižja. Iz lanske 5 je prišla na letošnjo 4. Čas postanka je tu 24 sekund. In seveda, kot zanimivost, če govorimo o progi, je treba povedati, da pravzaprav kakšnih sprememb pri omejitvah vsaj do tega trenutka ni zaznati. In seveda, sedaj tisti podatki, ki bodo marsikoga zanimali. Previsni kot na prednji osi 3 stopinje, na zadnji osi stopinja cela 75, isto kot lani. Kaj pa tlak? Tu imamo tudi pri grafičnem prikazu Pirellija neko novost. Namreč pokažejo nam tlak v mirovanju in predviden tlak med dirko. Torej na prednji osi je tlak minimalno določena 26,5 funtov na kvadratni palec, seveda v mirovanju. Ko se bo pnevmatika ogrela, se bo dvignil za pol funta na kvadratni palec na vrednost 27. In to je primerljivo z lanskimi 26,5 funtov. Medtem ko na zadnji osi imamo minimalni tlak predviden na 24,5 funtov na kvadratni palec in seveda med dirko se ta dvigne za pol funta na kvadratni palec, torej 25 funtov. Medtem pa je treba povedati, da na zadnji osi je bila lani minimalna vrednost 23 funtov na kvadratni palec. In torej lahko bi rekli 1,5 funta manj. Kar je logično z tem električno-hibridnim delom, ki je pridobil toliko moči. A videli bomo skozi vikend, če se bo to kaj spremenilo. Ne smemo pozabiti tu še na neko malenkost, da štartna procedura ostaja ista kot na veliki nagradi Avstralije. Torej tistih dodatnih 5 sekund pred začetkom prižiga rdečih luči. In lahko bi dejali, da vse tiste kritike, ki smo jih mi imeli na dirko, bodo tokrat na veliki nagradi Kitajske verjetno malce omiljene. Namreč same karakteristike proge ne bodo tako poudarile vseh slabosti, ki smo jih videli v Albert Parku. A zanimivo se bo ustaviti tudi pri vremenski napovedi. Namreč vremenska napoved za veliko nagrado Kitajske je, vsaj po mojem mnenju, več kot idealna. Imamo sončno vreme v petek in soboto. Temperature bodo sicer nekoliko nižje, v petek med 3 in 15 stopinjami Celzija, ampak temperatura asfalta bi se morala gibati skozi celoten vikend okrog 33 stopinj Celzija. Imeli bomo sicer tudi možnost vetrovnih sunkov, v petek nekje do hitrosti 29 km/h. V soboto, kot sem že omenil, še zmeraj sončno, temperature nekoliko višje med 5 in 17 stopinj Celzija, medtem ko možnost kakšnih sunkov vetra se bo nekako ojačala celo na hitrost 36 km/h. Kaj pa v nedeljo? V nedeljo bo oblačno. Temperatura se bo gibala med 8 in 19 stopinj Celzija, torej najtopleje v celotnem vikendu. Temperatura asfalta, kot sem že omenil, se bo gibala še zmeraj okrog 33 stopinj Celzija, medtem ko bo veter nekoliko šibkejši, sunki do 30 km/h.
A kot ste razumeli, je to vse, kar se tiče našega prvega uvodnega prispevka. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.